Naše podjetje Marov d.o.o. v začetki segajo v leto 1970, tako da beležimo 52-letno tradicijo. V kolektivu imamo preko 190 sodelavcev, ukvarjamo se s proizvodnjo natančnih odkovkov za avtomobilsko industrijo in svoje prihodke beležimo na tujih trgih, predvsem Evropske unije, Nemčija, največja Češka, Poljska, tam, kjer avtomobilska industrija ima svoje obrate. Naše podjetje je vključeno v avtomobilske verige, kjer v bistvu se ta trajnost nekako zahteva. Do leta 2035 bi naše podjetje moralo biti ogljično nevtralno, zato so nam te teme bile zelo blizu in smo veseli, da smo se lahko v projekt vključili in nekako svoje zaposlene še bolj pripravili na to trajnost, ker že od nekdaj skrbimo za zaposlene, za okolje, smo družbeno odgovorno podjetje in razmišljamo čim bolj o zeleni energiji in se pripravljamo na to zahtevo po ogljični nevtralnosti. V ta projekt smo se vključili, da bi dolgoročno našli neko vizijo oziroma da začnemo razmišljati, kakšna bo leta pred nami. Glede na to, da smo v avtomobilski industriji, v velikoserijski proizvodnji in pa da želimo, da je uspešno podjetje še naprej tudi v prihodnosti, želimo povečevati dodano vrednost. In tukaj je bil neki ključno razmišljanje, kako se osredotočiti tudi na maloserijsko proizvodnjo in pa predvsem, da miselnost v podjetju usmerimo v to, da bo potrebne določene spremembe. In tukaj smo vključili čim več sodelavcev in to mislim, da je bil ključni korak, zaradi katerega smo se odločili, da v to gremo. Skupaj s sodelavci pa skupaj z metodologijo smo spoznali dejansko naše najbolj kritične točke. In ravno to je usmerilo potem naš pogled, kaj narediti, kateri projekt prijaviti za naprej, da bi te ključne naše slabosti poskušali odpraviti oziroma na dolgi rok se jim izogniti. In to je bil tisti učinek, ki ga dejansko sedaj najbolj čutimo, glede na to, da smo ta projekt zaključili in da želimo, da bi kljub situaciji, v kateri smo sedaj, kljub spremembam, ki so se dogodile od zaključka projekta pa do danes, želimo ta projekt peljati naprej. Ključne težave so bile predvsem to, da nimamo svoje blagovne znamke, da nismo osredotočeni na, bi rekel, širše dejavnosti. To pomeni, da smo osredotočeni bolj na avtomobilsko industrijo, kjer je tveganje v zadnjih letih postajalo še večje, zaradi tega, ker avtomobilska industrija se transformira z zelo velikimi koraki trenutno in v prihodnosti bo drugačna, kot je danes. Bi pa mogoče še tukaj omenil, da smo pa imeli zelo dober support, to pomeni naša mentorica nas je pripravila na to, da razmišljamo v tej smeri in vsi sodelavci so za svojimi idejami dejansko to strategijo izoblikovali in to je tisto, kar me najbolj veseli, da ni prišlo od vodstva, ampak je prišlo iz ljudi, ki so delali na tem projektu oziroma iz sodelavcev. Naše podjetje je osredotočeno na velikoserijsko proizvodnjo. Marže in dodana vrednost pri velikoserijski proizvodnji je manjša kot pri maloserijski proizvodnji. To je bil ključen pomen, da smo se osredotočili na razvoj maloserijske proizvodnje, za kar pa je bilo treba kar nekaj tehnično-tehnološkega znanja, ker smo mogli prilagoditi določene procese, da bi bili tudi pri maloserijski proizvodnji učinkoviti, predvsem ekonomsko in pa tudi organizacijsko. In ravno to je bil naš, bi rekel, projekt, ki smo ga izvedli. Projekt se je pa osredotočil predvsem na medicinsko industrijo in pa na navtično industrijo. Razvili smo namreč orodja za kovanje, ki omogočajo zelo ekonomično kovanje maloserijske proizvodnje. In pa osredotočili smo se še na kovine, ki bodo kovine prihodnosti, to se pravi lahke zlitine, aluminij in pa titan, kar je pa tudi del e-mobilnosti, ki prihaja vedno bolj v ospredje, tudi v avtomobilski industriji. Tukaj govorimo o celoviti ekonomičnosti, to pomeni manjši porabi surovin, manjši porabi energije, manjši porabi delovnih ur za prilagoditev iz enega tipa proizvodnje v drugi tip proizvodnje. To pomeni, da mi smo se celovito tega lotili in številke trenutno še ne moremo opredeliti z evri, ampak v prihodnosti nam bo pa to pomagalo, da bomo definitivno tudi našo dodano vrednost na podlagi tega projekta povečevali.
Projekt se osredotoča na predelavo lahkih kovin. To pomeni predvsem aluminija in titana. To so kovine, ki bodo v prihodnosti igrale zelo ključno vlogo kot surovine. To so kovine, ki dejansko ne puščajo negativnega vpliva na okolje in mislim, da ravno v tej smeri mora razmišljati naše podjetje in to je bil nek začetek, da smo začeli v tej smeri tudi razmišljati. Vsaka motivacija, ki danes v tej situaciji pride, je dobrodošla in takrat je to zelo motiviralo zaposlene, ker so videli, da smo začeli razmišljati na dolgi rok, da smo začeli spreminjati določeno ustaljene tokove v podjetjih in sedaj, ko je prišla energetska kriza, ko so prišle te inflacijske krize, pa to, ljudje mislim, da so bolj mirni, ker vedo, da mi kot podjetje razmišljamo dolgoročno in smo se že začeli spopadati z spremembami, ki bodo v prihodnosti nujna za vsa podjetja. Program definitivno priporočam tudi drugim podjetjem, saj dejansko analiziramo celotno poslovanje in še bolj povežemo vse sodelavce med seboj in rešujemo probleme in se pripravimo na prihodnost, ker vsa podjetja bodo morala spremeniti svoj kompas poslovanja glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Zato vsekakor priporočam program tudi ostalim podjetjem. Naše podjetje se je odločilo, da naredimo to trajnostno transformacijo. To priporočam vsem podjetjem, ki o tem razmišljajo. Da bi pa podkrepil to trditev, bi pa rad povedal nekaj, da se danes dogajajo zelo veliki koraki v spremembah, tako podjetniške poti, kakor tudi v vsej industriji in kdor ne razmišlja, kaj bo delal čez 5 let, bo imel definitivno probleme in priporočam s tem, da se tega zaveste čim prej in se odločite za trajnostno transformacijo podjetja. Omenil bi pa še, da sam projekt kot tak, prva in druga faza, pomeni našo trajnostno razmišljanje za prihodnost. Zavedamo se, da brez dobrega načrta, da brez tega, da bomo vključevali tako naše zaposlene, tako okolje, kakor ekonomijo v tisto, da bomo uspešni podjetji, žal ne bo šlo. Podjetja, ki tega danes ne prepoznajo, najbrž bo imeli zelo velike težave v prihodnosti, predvsem pri pridobivanju kadra, na drugi strani pa tudi pri njihovi uspešnosti v mednarodnem okolju. S tem projektom vem in sem prepričan, da je naše podjetje trajnostno ravnano, kar nam bo prineslo v prihodnosti dobre rezultate.